petkami sem prišla v Žabnico. Žabnica je naselje v mestni občini Kranj, ima 316 prebivalcev, 166 moških in 150 žensk. In ena izmed teh nosi nadimek Železna lady. Danes jo bomo še bolje spoznali. Spoznali bomo njeno zgodbo in pa tudi videli, s čim vse se ukvarja na njeni kmetiji. Ko sem iskala hišno številko, mi je pot prečkala prav ona. Takoj sem vedela, da gre za Metko. A v tistem trenutku, ko sem se pripeljala pred hišo, me je prešinilo to, da sem tu že bila. Zavrtel se mi je spomin nazaj, ko smo v prvi sezoni oddaje S petkami na deželo ravno na tem naslovu snemali cisterno s cevnim sistemom. Takrat nisem vedela, da se pri njih reče prkržaj. In žalostno prijavo, ki smo jo prejeli v uredništvo, nisem povezala skupaj tega, da sem Tineta pred leti spoznala. Spomnim pa se, da se je takrat nekaj gradilo. Izvedela sem, da so se gradile Tinetove sanje. Visoko moderniziran hlev za krave, v katerem se imajo krave zares udobno, saj so spuščene, imajo prilagojena ležišča, krtače, da se same krtačijo, poleti šope, pršijo, hladno meglico, da jim ni vroče. Molža krav pa se vodi računalniško, delo pa olajšata robot za molžo ter robot za kidanje gnoja. A malo pred tem, ko naj bi krave Hafnerjevi preselili v nov hlev, poseže vmes kruta usoda. Tine je imel hudo prometno nesrečo. Metki se čez noč življenje obrne na glavo. Z upanjem, da se bo Tine vrnil in ob pomoči sorodnikov, prijateljev in sosedov vseeno uspe preseliti krave v nov hlev. Z njegovo nesrečo vseeno nismo izgubili upanja, ker smo ga pač 3 leta obiskovali v bolnici in smo nekako verjeli, da se bo vrnil sem noter in naprej delal. V bistvu smo zbrali vse moči, da bi nekako to zmogli, da bi bilo pač vse pripravljeno, pa vse narejeno, tako kot si on zamislil in da bi se mu pač prevzel, ko bi se pozdravil, ampak žal tega nismo doživeli. Tine se zavedno poslovi, star komaj 36 let. Mama Milena je Metko v prijavi opisala kot močno, vztrajno, trmasto, marljivo in nepopustljivo. To dokaže in dokazuje iz dneva v dan. Opravila je izpit za prikoličarja, tečaj za osemenjevanje krav, vozi ogromen traktor in cisterno za gnojnico, zato ji na vasi rečejo tudi Železna lady. Najboljša motivacija za Metko sta njeni hčerkici Žana in Katarina. V veliko pomoč in oporo na kmetiji pa tudi Tinetova starša. In Metki vidva zelo veliko pomagata. Tako sem slišala, povejte kaj več. Ja, moramo skupno sodelovati, če ćemo ta projekt speljati. Vsak je za nekaj določen, ta mladi so za računalniške programe, pa za stroje ta nove, jaz sem pa za krmo, štala, voz, pa za te stare traktorje. Za me to računalniške programe niso več. Ja, tako se združijo pa mladina pa starejši, ne? Je rekla Metka, da imate vi vse pod kontrolo, da vi naredite obhod. Zjutraj grem ta prvo, ta stara štala, pa tlele ven, pa futer naštimati za spit za tlele sem. Jaz imam bolj ta staro čez. Vi imate še ta staro štalo čez, pa mladino, kravjo, ne? Ja. Pa kuhna. Pa kuhno pa z vami, a ne se ukvarja, da vam ni dolg čas? Ja. Dolg čas vam nikakor ne more biti tudi v družbi Žane, saj pozna imena vseh 130 krav. Metka pravi, da prej od nje dobi kakšno informacijo, kot pa če bi pogledala v računalnik. Pove mi za posebno kravo. Ja, tamle je pa 3-barvna luna, tamle leži delih gravo stran obrna. Je drugače črna, malo po glavi pa rjava. Pa še bela? Ja. In ta je taka ta posebna pri vas? Ja. Ampak tvoja najljubša je pa? Droga je pa moja ljubi, pa tamle lih leži. Ljubi. Zakaj je pa tvoja najljubša? Ja, v bistvu ona na začetku sploh, ko smo jo pripeljali, ona edina se ni hotela hoditi most in pol pa imela veliko mleka, smo jo pa mogli še popoldne dati not, pa sem ji pa jaz uzdo nateknila in jo lepo peljala noter in se pa me pač navadila in včasih, če jo pokličem, ker pride do mene. Ja, toliko si se mogla z njo ukvarjati, da zdaj sta pa najboljše prijateljce. Ja. Lepo. Katarina pa ima tako kot Metka zelo rada rože. Presenetila me je s čudovitim šopkom, z večnimi rožicami pa me razveseli Tinetova sestra Marija.
Vinko pa me preseneti z neverjetno zbirko uniform, ki jo že več let strastno dopolnjuje. Rad pa ima tudi motorje. Ja, kaj imate pa tole, eno pošast? Ja, to je pa motor italijansk Bianchi, letnik 54. Danes sonce sveti, ga bom probal na tehničen pregled peljati. Pri Hafnerjevih je vesela kot sonce psička Jolly, ki svojo pojavo poskrbi, da se vsak od obilice dela malo sprosti. Metka dodatno sprostitev najde na vrtu in pri urejanju okolice. Okrog vaše hiše vse nekaj cveti, vse je barvasto. Kako to? Ja, meni je pomembno, da je pač kmetija urejena, ne. To se mi zdi, da bi pač mogli vsi k temu strmeti, ne. Ker pač tukaj se pol tudi vidi nekako, da to, kar pač delamo, da nekaj pomeni, no. Sem res hvaležna, no, da je Betine tak človek, da so ga mi vsi radi, tako da res se trudim, da tudi pač s traktorjem veliko stvari sama naredim, ampak včasih v dveh ne moreš biti naenkrat, tako da res sem vesela, no, da imam prijatelja, ki mi skozi stoji ob strani in tudi soveščani. Zelo lepo. So ti dali nadimek Železna lady in zdaj, ko sem te spoznala, ti lahko rečem, da si res neverjetna. In tudi tvoji punci sta eni taki mali deklici, ki bosta nekoč tako močni kot ti. Ja, hvala. Tako da imaš dve železni punčki ob strani in zelo me veseli, da v bistvu kljub težki zgodbi tako strmiš k temu in razvijaš in imaš tako oporo, da lahko v bistvu taka kmetija živi v vsej svoji celoti in da jo lahko tudi tako lepo predstaviš našim gledalcem, kot si jo danes. Ja, hvala tudi. Jaz sem ponosna na vse okoli mene, da pač je to tako. Ta zgodba, da se nadaljuje, no, da ni končana. No.